Papeževa kateheza med današnjo splošno avdienco je govorila o družini in evangelizaciji. Frančišek je v ospredje postavil odgovornost družine za sporočanje in posredovanje vere, tako navznoter kot navzven. Poudaril je pomen družinskih vezi in zaveze človeka z Bogom ter izpostavil, da družine s svojo ljubeznijo lahko premagajo opustošenost naših mest. Papež je katehezo začel z evangelskimi besedami, za katere se zdi, da postavljajo družinske vezi in hojo za Jezusom v medsebojno nasprotje. Kdor ima rajši očeta ali mater kakor mene, ni mene vreden. In kdor ima rajši sina ali hčer kakor mene, ni mene vreden. Kdor ne sprejme svojega križa in ne hodi za menoj, ni mene vreden. Jezus seveda noče odpraviti 4. zapovedi, ki je prva med tistimi, ki se nanašajo na odnos do oseb, je takoj pojasnil papež Frančišek. Prav tako ne smemo misliti, da nam Gospod, potem ko je naredil čudež za mladoporočenca v Kani, potem ko je posvetil zakonsko vez med moškim in žensko, potem ko je hčere in sinove postavil nazaj v družinsko življenje, pravi naj smo neobčutljivi za te vezi. Razlaga je drugačna. Ko Jezus potrdi primat vere v Boga, s tem ne najde pomembnejše primere od družinskih čustev. Te iste družinske vezi se znotraj izkušnje vere in Božje ljubezni preoblikujejo in napolnijo z večjim smislom. Zmožne so iti onkraj sebe, da bi ustvarile še bolj prostrano očetovstvo in materinstvo, ter sprejele kot brate in sestre tiste, ki so na obrobju vseh vezi. Ko so Jezusu rekli, da so zunaj njegova mati in njegovi bratje, jim je odgovoril: To so moja mati in moji bratje. Kdor namreč uresničuje Božjo voljo, ta je moj brat, sestra in mati. Modrost čustev, ki se ne kupujejo in se ne prodajajo, je najboljša dota družinskega genija, je poudaril papež. Ravno v družini se naučimo rasti v modrosti čustev. Tu se naučimo njihove gramatike, sicer se je težko naučiti. In to je ravno tisti jezik, po katerem se Bog daje vsem razumeti.